Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 8. julij 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Znani rezultati poklicne mature. V katerih mariborskih srednjih šolah so najbolj zadovoljni in kje so zabeležili najslabši rezultat doslej. Novi trener Maribora v intervjuju za Večer. Delovna etika Slovencev je na visokem nivoju. Kje bomo letos dopustovali? Glavna destinacija Slovencev je znana, presenetljivi pa so drugi kraji na seznamu. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Medtem ko številni gimnazijci še trepetajo pred objavo rezultatov splošne mature, so dijaki srednjih strokovnih programov rezultate poklicne mature že prejeli. Številni med slovesnimi podelitvami spričevali, kjer ni manjkalo ponosa, olajšanja in tudi nekaj razočaranj. Letos se je k spomladanskemu roku poklicne mature prijavilo 9768 kandidatov, kar je dobrih 400 več kot lani. Naša novinarka Barbara Brdač je na ta poseben dan obiskala več mariborskih poklicnih srednjih šol. Barbara, kako uspešni so bili na poklicni maturi, torej mariborski dijaki in dijakinje? Zelo uspešni, vendarle je odvisno od tega, na kateri šoli, kateri dijaki. Tretja gimnazija Maribor letos beleži 100% uspešnost, kar pomeni, da so vsi dijaki, ki so pristopili k opravljanju poklicne mature, to tudi opravili in to z izjemno visoko povprečno oceno 4,1. Imajo tudi eno diamantno in eno zlato maturantko. Zelo uspešni in zadovoljni ter ponosni so tudi na dijake srednje elektroračunalniške šole Maribor, s 83% uspešnostjo, enim diamantnim in 2 zlatima maturantoma. Nekoliko manj zadovoljni so na Tehniškem šolskem centru Maribor srednja strojna šola, kjer ravnatelj Aleš Smole pove, da imajo enega najslabših rezultatov letos na poklicni maturi. Težave predvsem v programu tehnik mehatronike pri drugi enoti opravljanja mature, ki je precej obsežna in obsega preverjanje znanja iz različnih in obsežnih področji. Kljub temu imajo enega diamantnega maturanta ter enega zlatega maturanta. Ravnatelj Aleš Smole meni, da poklicna matura, ki predstavlja zaključek šolanja, meni, da v praksi ne odraža znanj in spretnosti, ki jih dijaki poklicnih in strokovnih šol imajo. Še vedno meni, da je preveč osredotočenja na teorijo in pisno preverjanje in premalo na to spretnosti in to drugo znanje, ki ga morajo potem pokazati seveda pri delodajalcu. Kako pa so se odrezali na drugih šolah, pa lahko preberejo v Čanku. Tako, včerajšnji dan je bil, torej so ga na različnih šolah dojemali drugače. Pogovarjala si se torej z več ravnatelji oziroma učitelji. Kaj so ti še povedali o rezultatih poklicne mature? Zelo čustveni so ti trenutki poklicne mature. Dijaki pravzaprav ne izvedo, oziroma maturanti, tako rezultatov kot maturantje splošne mature, ki ali pa bodo že naslednji teden ob računalniku klikali na portal, da bodo videli svoje rezultate. Z rezultati jih seznanijo na poklicni maturi ob podelitvi spričeval. Se pa na nekaterih šolah seveda se zavedajo, kako stresno je to in da bi dijak prišel na podelitev spričeval, pa bil takrat seznanjen s tem, da je neuspešen. Kruto. Zato tiste neuspešne že en dan prej seznanijo, da so bili neuspešni in jih povabijo pred podelitvijo k ravnatelju, k svetovalnemu delavcu, povedo par spodbudnih besed, ki je še treba malo vložiti več volje, dela in znanja, da bo potem na jesenskem roku uspešno. Čustveno pa tudi zato, ker gre za dijake, mlade, ki se velikokrat in pogosteje in več je takšnih mladih kot na splošnih gimnazijah, šolajo v izjemno težkih okoliščinah, dosti med njimi tudi brez podpore družine in te morajo
profesorji še posebej pomagati, ne zgolj z podajanjem znanja, kar je tako ali tako osnovna naloga učiteljev, ampak še s tem človeškim vidikom, da jih učijo samozavesti, človečnosti, sočutja, sobivanja, nenazadnje življenja v skupnosti. In ko potem takšnim dijakom uspe v enih težkih življenjskih okoliščinah, je ponos in veselje še toliko večje. Toliko torej strani ravnateljev oziroma učiteljev, seveda si govorila tudi z maturanti. Kaj so ti pa povedali oni? Govorila sem z najuspešnejšimi dijaki, maturanti Srednje elektroračunalniške šole Maribor. Filip Gračner, Luka Zamuda, Maj Korent so ti dijaki, zlati maturant je še Aljaž Strnad. Povedali so, da se veselijo ene prihodnje stopnice v življenju, vsi namreč gredo študirati, 2 celo oziroma 3 na univerzitetni program, kar pomeni, da so morali opraviti še 5. predmet splošne mature. Maj Korent gre recimo oziroma si želi študija na Tehniški univerzi v Münchnu. Malo še trepeta, ker vendarle še mora opraviti sprejemne izpite in pridobiti še štipendijo in tako dalje, vse kaj zraven sodi od birokracije. Zelo so si oddahnili, ko so bili seznanjeni z rezultati, niso sicer ravno dvomili, da zdaj mature ne bi opravili, niso pa pričakovali tako izjemnega uspeha. Vsi 4 so se strinjali, da jim je šola dala več kot le znanje, predvsem spoštovanje, zavedanje lastne vrednosti in pomen sodelovanja. Zakaj želim še nekaj povedati je, ker to tako lepo povzame Filip Gračner, ki je povedal: najbolj ponosen sem na osebni razvoj v teh 4 letih srednješolskega izobraževanja. V teh letih sem se naučil najti ravnotežje med delom, počitkom, učenjem in odnosi. In to bo vodilo tudi naprej v mojem življenju. Zelo lepo. Pa zaključimo s to mislijo maturanta. Čestitke vsem maturantom in maturantkam. Hvala tebi, Barbara, za pojasnila. Z veseljem. Spoznali smo trenerja Maribora, Tugberka Tanri Vermiša. S 35-letnikom smo pred odhodom vijoličastih na kratke priprave v Avstrijo govorili o njegovi dosedanji karieri, sodelovanju s slovitimi trenerskimi imeni pri Galatasaraju in Romi, vzpostavljanju avtoritete v novi sredini in velikem izzivu z Mariborom. Od 19. leta je trener, 6 let je delal v Italiji, v članskem nogometu pa je deloval v avstrijski drugi ligi. Kaj je v 3 tednih že spoznal o klubu in mestu, kjer deluje. Prišel sem v lepo, fantastično mesto, ljudje so prijazni in gostoljubni. Vsem navijačem bi se rad zahvalil za srčen in topel sprejem v Mariboru. Za klub sem vedel, da je velik, ko pa sem prišel, sem dobil potrditev tega. Organiziranost kluba je na visokem nivoju, takšne so tudi zahteve in zato moraš biti v klubu ves čas na svojem vrhuncu. Vsi se zelo trudimo, da bi napredovali iz dneva v dan, je odgovoril Tanri Vermiš. V intervjuju z Miho Dajčmanom razkrije, zakaj morajo biti nogometaši na avtobusu pred tekmo tiho in kje v mestu ob Dravi so njegovi najljubši kotički. Tanri Vermiš močno verjame v osvojitev naslova z vijoličastimi, o NK Maribor pa govori v superlativih. Ste se že odločili, kam se boste letos odpravili na dopust? Vodilni slovenski podjetji za javnomnenjske in trženjske raziskave Mediana in Valicon sta konec junija o tem opravili ločeni raziskavi. V njih sta ugotavljali, kam se bodo letos poleti podali Slovenci, pa tudi, ali si bodo dopust sploh lahko privoščili. No, glavni dopustniški cilj Slovencev bo tudi letos Hrvaška. Presenetljiva pa izbira drugih ciljev, piše naša novinarka Barbara Gavez-Vovčjak. Žal se kar precej naših sodržavljanov letos sploh ne more podati na počitnice. Po drugi strani pa jih bo kar nekaj za dopust namenilo več denarja kot lani. Vzroki za to so različni. Več o njih izveste v članku, kjer boste našli tudi podatek, koliko več Slovencev je letos že obiskalo Hrvaško v primerjavi z lanskim letom. To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 8. julija 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.